Čas je za prispevek zanimivosti. Obiskali bomo filmski festival v Cannesu, kjer se nahaja tudi Peter Pan, ki išče pot na filmska platna. Piranha 3D je v igralsko zasedbo pridobila legendarnega Davida Hasselhoffa. Za piko na i pa smo izbrskali še dve zanimivi novici. Ne pozabite, da vas aktualne novice pričakujejo na spletni strani www.velikoplatno.si. Cannes že dolgo ni zgolj filmski festival za cinefile in mednarodne filmske zvezde oblečene v najnovejše modne kreacije, ki za dober teden praznujejo najboljše filme iz vsega sveta. Je prav tako uspešen filmski trg, na katerem filmarji predstavljajo svoje najnovejše projekte v fazi nastajanja v upanju, da bodo pritegnili interes kakšnih potencialnih financerjev ali mednarodnih distributerjev. Zato se v tem času najavi tudi precejšnje število prihajajočih filmov, od katerih jih na koncu na velika platna pride seveda le nekaj. Letos kar dobro kaže romantični komediji Responsible Adults s Katie Holmes in Chaseom Crawfordom v glavni vlogi, ki so jo na ogled oziroma na prodajo postavljali pri Myriad Pictures. Kupce so pretekli teden v Cannesu iskali tudi producenti filma Pan. Res je, o dveh prihajajočih filmih z literarnim junakom, za katerega je že kar rutina, da vsako dekado dobi najmanj eno filmsko priredbo, smo že poročali, to pa je na nek način že kar tretji. Na nek način pa zato, ker bo šlo za precej temačen in od knjižne predloge skoraj popolnoma drugačen projekt. Aaron Eckhart bo zaigral kapitana Kljuko, slavnega detektiva, ki je skupaj s svojim pomočnikom Smijem, katerega bo upodobil Sean Bean, iz krempljev otroškega morilca Petra Pana, rešil Wendy. Se strinjamo, precej odštekana različica, še posebej, če sta na dečka, ki ne želi odrasti, čustveno navezani že iz otroštva. Ampak po drugi strani pa vsekakor bolj zanimivo kot trije konvencionalni filmi o Petru Panu in njegovem čarobnem življenju, kar nas, bog ne daj, tako pričakuje že pri Sneguljčici. Pri Piranha 3D, o katerem smo prav tako že poročali, so k igralski zasedbi dodali tudi ljubitelja hamburgerjev in definitivno najbolj znanega reševalca v rdečih kopalkah, Davida Hasselhoffa. Se ne bojimo polomije? Iskreno, niti ne. Tole bo bržkone film za kategorijo tako slabo, da je na koncu že dobro in ne nazadnje, ali se nismo prav vsi že od nekdaj želeli, da bi Hasselhoffa po njegovem znamenitem teku v počasnem posnetku enkrat za spremembo na koncu pojedel morski pes? No, zdaj ga bodo piranje. Končno se v temne dvorane vrača režiser in scenarist Martin McDonagh, ki je leta 2008 v osvežujoči ironije, humorja in božanske fotografije prepolni komediji dva med seboj precej različna morilca na kolektivca poslal v očarljivo in slikovito mestece Brooke. Njegov nov celovečerec bo naslovljen Seven Psychopaths in se lahko pohvali praktično z vsemi igralci, katere bi si želeli slišati izgovarjati intenziven in inteligenten dialog Martina McDonagha. V filmu bomo tako videli Sama Rockwella, Mickeyja Rourkea, Christopherja Walkena in starega znanca iz Bruga, Colina Farrella. Za konec pa še k verjetno ne samo filmskemu sodelovanju leta, ampak kar desetletja. Remake kultnega filma The Five Obstructions se skupnimi močmi namreč lotevata kontroverzni Lars von Trier in ikonski ameriški filmski režiser Martin Scorsese. Nikaj, obeta se prava filmska poslastica.